bom kar goste predstavil, gostje. Z mano so danes dr. Saša Novak, vodja projekta Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu. Potem je z mano Maja Ratej, urednica oddaje Frekvenca X na Valu 202 in Renata Dacinger, urednica oddaje Ugriznimo znanost na RTV Slovenija. Koncept smo si izmislili nekako tako, da smo povezali oziroma da nas je zanimalo ali pa nas bo zanimalo ali pa me zanima, no, kako gre skupaj znanost in digitalna družba in mediji. Mogoče bo prvi krog vprašanj oziroma zdaj bom malo daljši uvod naredil. Pred časom, ne vem, prejšnji teden je bil, če ste gledali prenos iz Nemčije, ko so nemški znanstveniki, pa to bomo vprašali gostje, ki bodo znali bolj točno razložiti, jaz sem bolj laik, ko so pač uspešno opravili eksperiment s fuzijo in je bila tam Merklova in je to izgledalo tako, da so pač bili tam neki znanstveniki in potem je prišla gospa Merkel, pritisnila nek gumb, potem so oni gledali neke številke in je tam neka številka utripalna in je cela dvorana pač, ko bi bil nov let, začela ploskati. Merklova je bila pa tam tako, da ni čisto dobro vedela, a mora zdaj ploskati, a ne, a je to grozno, a je to ful dobro ali tako. In sem pač začel razmišljati o tem, na kakšen način sploh, mogoče to je prvo vprašanje za novinarske, bolj novinarske gostje, na kakšen način sploh prenašati znanost oziroma na kakšen način prenašati poročila o razvoju recimo znanosti pa bolj konkretno mogoče informacijske družbe. Se pravi, a gre tle res samo zato, da pač politiki pritiskajo na knofe in potem ne vejo, zakaj drugi ploskajo, ko tam nekaj utripne na zaslonu, a je domet v bistvu samo neke svetleče igračke, neke nove verzije, nekih novih naprav oziroma neke izboljšane naprave, a je to mogoče domet tega, da se pod sponzorstvom Red Bulla mečejo dol iz roba vesolja, ali se da v bistvu zadevo tudi nekako bolj kontekstualno ali pa bolj redno dostaviti, da ni v bistvu tako kot mogoče še ena paralela kot kultura za 8. februarja, ne, kjer je v bistvu en dan, bodite vsi kulturni, ne, imamo vam, pa v bistvu cel let nič oziroma brez nekega konteksta, brez nekega začetka konca, ampak v bistvu samo kot neki, grdo rečeno, teroristični napadi, ne, zgodi se, potem 2 dni poročaš in potem kot da se ni nič zgodilo. Ne. Jaz imam take ful dolge uvode pa vprašanja v bistvu, ker ne veš čisto dobro, kaj povedati na koncu, ampak tako, na kakšen način, ali pa tako, evo, na kakšen način se poroča o znanosti, kritična ocena tega, na kakšen način se poroča, pa a bi se dal recimo temu boljš poročati. Najprej dobro večer vsem skupaj. Ja, vprašanje je bilo kar nekaj. No, tako bom rekla, jaz mislim, da znanost ni samo v medijih takrat, ko se nekaj prižge, ko utripa ena lučka ali ko so politiki tam. Saj resno upam, da temu ni tako, da znanost nastopa v različnih žanrih in tega, ki si ti omenil, so poročila, so dnevne novice. Ko si pa ravno izpostavil kultura pa jaz mislim, da je ravno en tak dober primer nasprotje znanosti, o kateri se ne poroča samo 8. februarja, ampak se poroča praktično vsak dan. Če pogledamo nacionalno televizijo, 5 minut, 10 minut po Odmevih, kar vsekakor je dobro, je fino, ampak jaz upam, da se bo enkrat znašla tam tudi znanost. Pomagaj mi še z ostalimi vprašanji. Zdaj si omenila, ne, da kulturo imamo vsak dan 10 minut pa po radiju pa po televiziji, ne, znanost imamo v bistvu bolj tako sporadično. Na kakšen način bi bilo mogoče fino poročati o znanosti? Jaz mislim, da mi pravzaprav živimo znanost. Vse okrog nas so neki dosežki znanosti, pa če govorimo o enem čisto preprostem obisku zdravnika, od tega, da se vozimo danes na dizel gorivo, čez nekaj časa se bomo mogoče na vodik, na elektriko, mi pravzaprav na ta način živimo in fino je, da bi se o znanosti, tako kot živimo z njo, tudi poročalo o njej. In se pravim, znanost ima mesto v različnih žanrih. Jaz osebno pač imam nek žanr, pokrivam žanr, ki pravzaprav ni novičarsko, je neka recimo monotematska oddaja o znanosti, pravzaprav niti sama dobro ne znam opredeliti. Pa Maja, ti imaš recimo, bom dala kar tebi besedo.
Ja, jaz nekako imam tudi strukturirano to poročanje o znanosti, če pogledam, recimo povem pa svoj pogled, samo tisti, ki me ne poznajo, sem pač na Valu 202, prej sem bila v informativnem uredništvu dolgo časa na Radio Slovenija, tako da sem dobila tam pogled v to hardcore novičarsko sceno. Tako da jaz bi znanost delila ravno z tega vidika, ne. Lahko poročamo o znanosti kot o dogodku, torej o nečem, kar se zgodi, stališče, da je torej znanost kot odkritje, kot dogodek, kot objava v neki znanstveni reviji. Po drugi strani pa lahko govorimo tako kot recimo o nekem monotematskem podajanju, da si vzamemo čas, da nekaj aktualiziramo, reflektiramo in nek torej znanstveni problem, temo širše, globlje, z večjih perspektiv obdelamo. Zame sta to dva različna vidika. Tako da, kar se tiče slovenskega recimo dotikanja znanosti v medijih, je dostikrat več tega, da je torej znanost nekako podana z tega izobraževalnega vidika, dajmo se zdaj danes učiti o tem, bomo razsvetlili ta problem in tako naprej. Malo je pa tega sledenja znanosti kot dogodku, torej da bi znanost postala nekaj, kar je lahko neka tvorna osnova ali pa snov v informativnem novičarstvu, v informativnih medijih in to jaz zelo, zelo pogrešam. Pa mogoče še vprašanje za dr. Sašo Novak, pa ne isto, ampak na kakšen način oziroma a obstaja neka želja vas, ki razvijate znanost oziroma ki se pač ukvarjate z znanostjo, ki jo recimo temu producirate, a obstaja nek idealen način, na katerega bi si mogoče želeli, da bi mediji o njemu poročali? Ja, najprej mogoče na ta način govorim, ne, da se mi zdi, da znanstveniki bi si želeli dobro podporo znanosti, to se pravi finančno podporo, ni pa nujno to povezano s tem, da se o znanosti veliko govori, ker v bistvu raziskovalci nismo željni pozornosti, tako kot so recimo kulturniki ali pa ne vem, estradniki in tako naprej. Še najraje se mi zdi, da znanstveniki tipično tičimo v laboratorijih, v pisarnah in tako naprej in se ukvarjamo z znanostjo, ne da bi se okrog tega prav veliko dogajali, ne. Seveda je pa problem tukaj, da zaradi tega to nujno sledi potem, da ljudje pač ne vejo prav veliko o tem, kaj sploh znanost producira in zato je verjetno tudi posledica slabša finančna podpora, nekako posredno pride do tega verjetno, ne. Zato v idealnem primeru se nam zdi verjetno, da ne posplošujem, ne govorim o svojem osebnem mnenju samo, ne, da bi bilo super, če bi zdaj recimo, ne vem, Renata pa Maja kar sproducirali in vsi ostali novinarji in oni v Dnevniku in v Odmevih in tako naprej, dnevno producirali neke pripovedi, novice in tako naprej o znanosti, nam pri tem ne bi bilo treba narediti nič, ne. To je pa najbrž malo težko, ne, zato ker si predstavljam, da je o enem kulturnem dogodku enemu novinarju dosti lažje poročati, kot pa o nekem znanstvenem dogodku, ne. In lep primer je to, kar se je izpostavil, to, kar se je dogajalo prejšnji teden v Greifswaldu na severu Nemčije, ko so novinarji odprli luči in jaz sem dobila par mailov, ne, a je to res tak big deal, ne, mi je eden napisal, kot se meni zdi. In sem rekla, ja, je big deal, ne, in potem naslednji stopnji se pa že skoraj ni več zgodil veliko, zato ker je o tem težko poročati. Ne, in potem, ko recimo, ne bom zdaj povedala prav, kje se je to zgodilo, ampak ravno danes je bila zgodba, ko so na ta dogodek opisovali kot uspešno hladno fuzijo. Ni bila hladna, zelo vroča je bila. Se pravi, teme so težke, ne, veliko zelo zanimivih tem, je zelo težkih, se pravi, da je tukaj povezava med raziskovalci in novinarji najbrž nujna. In jaz vedno pravim, torej znanost na cesti, akcija znanost na cesti se je začela ravno zato, ker sem jaz pač nekje v enem momentu prepoznala to globel med nami in se mi zdi, da je treba to pač to nekako povezati, ne. Če mi to ne delamo z roko v roki, potem se enostavno verjetno zgodi lahko na televiziji in radiju in časopisih samo tisto, kar so novinarji, hvala Bogu, nekateri sposobni sami skupaj spraviti. Pa če se zdaj kar nadaljujeva, v bistvu, če lahko na kratko poveš v bistvu te ključne točke, no, tega projekta Znanost na cesti, komu je namenjen, zakaj ste se ga lotili v bistvu, si že malo povedal, ampak sem. Ja, pa bom pa kar zgodovinsko začela, no, jaz rada, mislim, vedno začnemo z nekimi zgodovinskimi ozadji, no, jaz sem pač zadnjih 12 let v fuzijskih raziskavah in ker sem bila pač edina ženska tam med unimi jedrskimi fiziki, so me določili na začetku za predstavnico za informiranje javnosti o fuziji za Slovenijo.
In kot taka predstavnica sem bila pač v neki skupini, mednarodni skupini takih predstavnikov drugih držav. Nekateri med njimi so družboslovci, velike pa fizikov, pa pač strokovnjakov in vsako leto so pač poročali, kaj vse počnejo, da spravijo informacije o fuziji v javnost. In tam sem se jaz pač veliko stvari naučila in ker sem kot raziskovalka navajena, da tisto, kar se naučiš in tisto, kar ugotoviš, moraš pač nekje objaviti, nekje povedati, se mi je zdelo, da je tudi to dobro nekako povedati, ne. In ker sem hkrati kot pravim prepoznala pač to globel, se mi je, ključen dogodek pravzaprav je bil ta, da so pred 2-3 leti močno znižali sredstva za znanost. In da so pač raziskovalce nekateri začeli pozivati k uličnim uporom, ne, saj tako se ponavadi, greš na cesto pa dosežeš svoje, ne, ali pa vsaj poskusiš, ne, pravijo. Meni se je zdelo takrat, da v bistvu pa mi res ne moramo iti na cesto, ker pa, mislim, saj sam profit naredimo pravzaprav, če nismo v službi, ker ne delamo stroškov, ne. In kot drugo, se mi je zgodilo v tako privatnem življenju, da me je prijatelj pogledal čez mizo in rekel, saj kaj pa sploh počnete, ne, saj kaj pa sploh je od vas, kaj si pa ti sploh naredila. In takrat sem se zavedla, da če moji prijatelji ne vejo, kaj jaz delam, ali pa kaj sem naredila v teh letih, da je največ en del moje krivde, ne. Kar pomeni, da če mi gremo na mestno cesto, štrajka, dajte nam več denarja, gremo povedati, zakaj smo mi potrebni in koristni, zakaj je znanost potrebna in koristna, potem bo tukaj več razumevanja in morda počasi postopoma več podpore. No in potem na teh sestankih, ki sem jih prej omenila, sem o tem poročala, o tej akciji, vsi so bili zelo navdušeni in na koncu, po enem letu me je vprašal eden od kolegov, pa a so vam potem zvišali? Sredstva za znanost niso znižali, so jih še naprej. Učinka ni, ne, ampak to je druga zgodba. Ok, ampak neke vrste preboj v javnosti, oziroma prepoznavnost v javnosti, prepoznavnost pri teh recimo končnih uporabnikih ste dosegli, se mi zdi, tudi glede obiskanosti oziroma glede tega, da se je okrog tega znanost na cesti razvil že nek community oziroma neka skupnost, ne? In da se to v bistvu na nek način ste dosegli to, da pač ni zdaj, inštitut Jožef Stefan tam za zaprtimi vrati se nekaj kadi, karikiram, ne? Ampak da je v bistvu to neka stvar, ki je aplikativna, ki je v bistvu, ne. Ja, zdaj jaz moram priznati, ne, med tem časom, poleg tega, da pač organiziramo te dogodke, sem tudi seveda samokritično pogledala, kakšen je naš doseg. In sem šla pač gledat, kje se še govori o znanosti. Ena taka spletna stran oziroma podstran obstaja na naši spletni strani Znanost na cesti, kjer je zbirka tega, kar sem do zdaj ujela, kje se govori o znanosti, seveda radio, televizija, časopisi, še take dogodki, kot je Znanost na cesti, in sem ugotovila, da tega ni tako zelo malo. To je prvo. In drugo, kar je, če primerjam doseg recimo radija ali pa akcije Znanost na cesti, je to neprimerljivo, ne. Mislim, radio ima res doseg, ne. Ne vem, kakšen doseg ima Ugriznimo znanost ob 5:30 popoldne, ne. No, ampak skratka, imam občutek, da je radio en tak fajn medij, ki ima res velik doseg, se pravi, če bi zdaj mene vprašali, kako promovirati in popularizirati znanost, bi rekla, najbolj na radiju, kar kaj naprej na radiju, pa seveda ob 7 zvečer v Dnevniku na koncu, tako kot si ti prej rekla, ne, na koncu Dnevnika ali pa na koncu Odmevov. Dnevnik še najbolj, ne. Tako da ne vem, ne upam si misliti, da je Znanost na cesti naredila kakšen premik v tej smeri, da so ljudje res, ne vem, ja, se jih pride 50 do 100, do 150, tudi več. Ampak jaz mislim, da glavna vrednost tega projekta ni v tem. Ampak je mogoče to, kar si zadnjič ti omenila v klepetu, ki smo ga imeli, to povezovanje raziskovalcev in novinarjev, ker pri tem sodelujejo novinarji. To je bila ena ključna točka, ki se je v bistvu moj kolega zmislil, da imamo moderatorje, novinarje in da pač pazimo, da jih je čim več, da so raznoliki in da smo nekako se zdaj mi malo skorajžili govoriti z novinarji, da je nekako naš dialog bolj učinkovit in mogoče, da se je tukaj majčkeno kaj premaknilo, no. Ok, pa mogoče druga stran tega vprašanja, pa če najprej začnemo na televiziji, ne, kaj je, a obstajajo neki
obstaja neka checklista elementov, ki jih mora imeti dobra oddaja o znanosti, oziroma a obstaja tako malo referenca za Sašo oziroma za ostale, ne? Kaj vse moraš imeti za to, da televizija lahko naredi dobro oddajo, oziroma da ima neka stvar zelo dobro šanso, da pride na televizijo v oddajo Ugriznimo znanost. Ja, vsekakor. Pravzaprav ne vem, kje naj začnem, mogoče malo domet naše oddaje. Recimo, da imamo okrog 50.000 gledalcev tedensko, kar se meni zdi, da je kar dobro. Ampak verjamem, da jih ima pa radio res več in sem čisto vesela za vas. Checklista. Dobra, zanimiva tema. Absolutno. Možnost, da jo predstavimo na nek zanimiv televizičen način in potem sogovornik v Sloveniji. Se pravi, če se nekaj zgodi v tujini in mi nimamo sogovornika, ki nam zna to stvar dobro in zanimivo razložiti pri nas, je to velik minus. Kljub sodobni tehnologiji, kljub vsem ostalim zadevam. Dober sogovornik pomeni nekdo, ki mu iz oči sije, da ima zelo rad znanost in ki zna to nekako dobro, zdolgočaseno povedati in na ta način, da mi vsi rečemo wow, da razloži pravzaprav ne banalno in ne tako, da vsi razumemo, ampak da se nam vsem zdi, da skoraj razumemo. Da tisti mali mik čar pa še mogoče ostane. To je zame najbolje razloženo. Kaj sem še pozabila, Maja, to je približno enako, ampak pri tebi. Ja, radio nima slike. Ja, tako da res je. malo prej smo se pogovarjali, ali bi lahko na radiju naredili dobro temo posvečeno mikroskopom. Naprimer, tu bi se na radiju že vprašali, ali je to tema ali ni. Po drugi strani pa radio operira z enim finim orodjem, to pa je zgodbe oziroma pripovedovanje zgodb in pač lahko na tak način tudi marsikaj poveš, zaobideš neke gole definicije ali pa opise in pač s pomočjo zgodbe poskušaš dobiti poslušalca. Tako da to je eno naše zelo močno orodje in orožje. Sicer pa je en tistih vidikov, vse to, kar je seveda Renata omenila, tudi drži za nas, z izjemo slovenskih sogovornikov. Mi lahko posegamo pač po telefonu, po Skypeu in dobimo sogovornika kjerkoli, tako da se kar dosti oklepamo tega. Nekateri se nam odzovejo, drugi ne, v približno 70% recimo se nam kakšen tuji sogovornik odzove, glede na naše poskuse. Ja, radiofonskost, na primer, je tudi pomembna. To pomeni, da poskušamo v neko dobro oddajo, ki naj bi zanimivo, atraktivno podala neko temo, torej vključiti čim več različnih zvokov, glasov, takšnih in drugačnih, torej pripovedovanj in vsega, da je čim bolj dinamično, ne. Na tak način držiš poslušalca, zlasti pri neki formi, kakršne so naše recimo oddaje, ki ne smejo biti predolge. Mi nimamo časa, tako kot pri nekaterih podcastih, da se lahko pogovarjamo po 35 minut ali pa 1 uro. Mi smo omejeni na čas in v tem času je treba povedati največ, ne preveč zgoščeno, ne preveč izobraževalno, na nek tak način, da bo poslušalec zdržal zraven, da ga bo zanimalo od začetka do konca. In tukaj si treba pomagati s temi različnimi radijskimi orodji. Moram povedati, da se zadnje čase zelo zgledujem po tujini, poslušam, ne vem, kar cel nabor podcastov, tako kar nekaj na teden, gledam, kakšne so prakse tam in vidim, da je to ena stvar, ki je zelo popularna v tujini oziroma ne samo da vznika, ampak je kar v porastu. Ti podcasti posvečeni znanosti, tehnologiji, okolju in tako naprej, to je tema. Ne vem, v angleščini je tega res kasmeti, po domače povedano, na vsako temo in vidiš in način, kako oni opovedujejo, naprimer, moj recimo zgled je ameriški NPR, oni delajo res fantastične zgodbe, poglobijo se v temo, najdejo sogovornike po svetu in pol znanost res zažari skozi nek čist drug pogled, ne. Jaz vam pa še eno stvar sem želela povedati. Pravzaprav ne smemo si misliti, da mi, ki delamo oddaje o znanosti na televiziji ali pa na radiju, da bomo kogarkoli kaj naučili. Jaz sem to že zdavnaj opustila, ampak predvsem moramo gledalce, pa naj se sliši še tako čudno, zabavati. Ne smemo jih dolgočasiti in tudi tako zelo resno temo jim moramo približati na ta način, da oni v tem, ko se družijo z nami, teh 25 minut na teden, 20 minut na teden, da si rečejo, fajn smo se imeli, nekaj dobrega, novega smo izvedeli in to je to. Ni potrebno, da pravzaprav znajo obnoviti in da vse vejo in da smo jih mi nekaj naučili. To pa ni naša naloga. Ja, mogoče tu še ena stvar, ne.
Mislim, da ne samo zabavati, izobraževanje je zdaj res tista mantra, ki jo skušamo vsi, ki se ukvarjamo nekako s podajanjem znanosti, čim bolj izriniti. Noben ne sliši rad, da se ga izobražuje in je treba to nekako obiti. Tudi te termine, kot je znanost, raziskovalci, to zadnje čase je manj popularno in je treba to obiti, ampak ne glede na to, ostati je treba verodostojen in tako naprej. K odgovornosti, nekako se mi zdi, da je treba nekako publiko znanstvenih oddaj napeljevati. Ne samo to, da se jih izobrazi, zabava, ampak da odgovorno pristopajo do tem, o katerih se poroča, ker danes je problem, ker imamo obilo slabe znanosti, k čemur bomo najverjetneje še prišli, ampak nek poslušalec, gledalec, bralec vsebin povezavi z znanostjo naj bi si na koncu, ko potem predsedi vse te teme, ki jih obdela, naj bi vendarle bil vsaj malenkost bolj odgovoren do tem, ki jih je nekako absorbiral. Da pol ne pride do prilike iz vica, ko se trije ljudje pogovarjajo za šankom o atomski bombi in potem četrti nekaj more reči, pa pojma nima in potem reče, toliko cajta ga boste, pardon izrazu, s to atomsko bombo srali, da bo enemu prste odtrgali. Ampak je v bistvu ravno to naslednje vprašanje. Zdaj kako, nekako smo pogruntali, da ja, ne moreš v bistvu človeku, ki ne ve razlike med hladno in toplo oziroma vročo fuzijo, čisto vsakič, ko pride do nekega novega odkritja na tem področju, ne moreš vsakič zreferirati, vse se je začelo, ne vem, z Oppenheimerjem oziroma z EMC kvadrat. Po drugi strani se pa v bistvu, tako kot sta rekla, pa tako kot bo tudi Saša po mojem vedela kaj povedati na to temo, ne sme v bistvu zadeve zbanalizirati do take mere, da v bistvu je čisto vseeno, kdaj, o čem poročaš oziroma da je tle neko zaporedje, da veš, da so neke povezave. S preteklostjo oziroma z razvojem. Zdaj, a obstajajo kakšni nasveti ali pa se vi držite kakšnih teh prijemov, s katerimi zagotavljate, tako kot si ti rekla, da vzgajate odgovornost oziroma da se pri poslušalcih v bistvu na koncu, ko sliši nekaj, da se v bistvu zabava oziroma da mu je zadeva pač privlačna in da na drugi strani v bistvu še nekaj dejansko izve in da ga naslednjič ni treba peljati od nule oziroma od tistega, kar smo mu že prej povedali. Če sem prav razumela vprašanje, kakšne manevre uporabljamo pri tem, da neko stvar podamo, torej od tega, da jih izobrazimo, do tega, da so odgovorni. To pa kar težko vprašanje. Začne se pri novinarju samem. To je prva stvar, da nekako spregleda temo, da razvije nek odnos do nje, da se poglobi vanjo toliko, da je nekako pristojen oziroma nekako dosti samozavesten, da o njej poroča. To pomeni, da se nikoli, pač to je moje pravilo, ne lotiš nečesa, kar pač ne znaš na zelo enostaven način nekako ti odgovoriti oziroma povedati. Če tebi ni jasna stvar, je bolje, da je ne podaješ. To pomeni, da pač novinar mora pri sebi razčistiti zadeve, pač seveda sem nepoznavalec, ampak gremo to kot nevedni nepoznavalec, ampak se bom najprej jaz nekaj o tem podučil, zato da ne bom podajal neumnosti. Ala hladna fuzija. Ja, in tako naprej. Pač, prosim? Ja, seveda, imamo poln lapsusov in nekako s tem živiš, jih popravljaš, si hvaležen za vsakega, da te kdorkoli opozori nanj in da ga seveda pravočasno odpraviš, ampak nekako trudiš se iti prek teh lapsusov. To je prva stvar, potem poiskati dobre sogovornike, dobre vire, torej vire reference, začne se seveda med tistimi, ki jih poznaš, nekako potipaš koga od svojih poznanstev, greš na internet. Jaz si zelo pomagam recimo z tujimi mediji, pa pogledam naprimer, kaj pa je v tem Guardian poročal, pa pogledam, kakšne strokovnjake je imel tam, pa so neka imena omenjena, pa ta imena na novo pregledam, če se še kje druge pojavljajo, na kakšen način se pojavljajo, potem pač ta imena kontaktiram, ali bi mi lahko vi odgovorili kaj o tem, ali ne vem, priporočate koga z tega področja, ali mi je on, potem se na njega nekako prepravim, ne vem, pregledam, s čim se on ukvarja, če mi koga drugega predlaga in tako naprej. Jaz pač iščem po tistih področjih, dokler ne najdeš nekega sogovornika. In med tem seveda se zopet še naprej pripravljaš, še naprej izobražuješ, vsakič rečem, da naredim novo seminarsko nalogo, ko oddam kakšno oddajo in to je teden na teden in mojih seminarskih nalog bi bilo zdaj že kar nekaj, pa jih imam zelo rada.
Potem pa sledi še ta naslednja forma, da torej vse skupaj razporediš v neko tako dramaturško celoto, da zadeva teče, da je pripovedovana, da bo na koncu nekomu nekaj povedala, tako tistemu, ki nič ne ve o njej, kot tistemu, ki morda o njej ve zelo veliko, ogromnokrat več kot ti, da nekako najdeš neko zlato sredino. Tako kot pravi Renata, ja, treba jih je zabavati, ampak jaz rečem, če imamo recimo eno daljico od 0 do 1, recimo, ali pa da je to poltrak, ne vem. Če gledamo tisto sredino, nekako jaz vedno rečem, dajmo biti mal čez to sredino. Torej, težimo k temu, da bomo majčken več povedali, da bo majčken več ugank noter, da bo kakšna stvar ostala nerazjasnjena, da torej greš na neki malo tudi enigmatiki, da nekaj predpostavljaš, da nekdo nekaj ve, ker če boš razlagal vse od A do Ž, bo zgubil že na začetku vse, razen če bo to res neka lepa zgodba, spet z nekim dramaturškim lokom in tako naprej, ampak za njo dostikrat nimaš časa. Ampak vedno predpostavljaš, da bo nekdo, ki ga bo to zanimalo, šel raziskovati za nazaj, nekdo, ki ga pa to ne bo zanimalo, mu bo pa dovolj, da bo od te točke naprej izhajal. Ker to je pač, priznajmo si, o čemerkoli poročaš, naprimer kot novinar v novičarski oziroma v radijski informativni redakciji, tega zelo hitro naučijo, da pač nekje moraš narediti tisto mejo. Nekje boš rekel, od tu naprej bom pripovedoval. Kakor, če imamo, poročila so polna novic iz sveta ekonomije, gospodarstva, zunanje politike, bomo zdaj razlagali vsako, ne vem, severnokorejsko, kitajsko ozadje v njihovem recimo političnem odnosu, ali bomo razlagali ozadje, ne vem, izraza denacionalizacija. Nič tega nekako ne razlagamo, predpostavljamo, da poslušalec to ve. Če ne ve, če ga to zanima, bo šel raziskovati nazaj. In isto je znanostjo. Pač nekaj predpostaviš, da nekdo nekaj ve, za kar seveda lahko trdiš potem, ko si se ti o tem dobro osvestil. A imaš kaj za dodati? Ne vem, mogoče, če sem rekla, da želim gledalca zabavati, jaz vem, da me ti nisi narobe razumela, ne? Da to pomeni, da pravzaprav spomnila sem se ene preproste igre. Če želiš otroka naučiti seštevanja in če rečeš, lej, danes se bova učila seštevanje in se usedeš na stol za mizo in vzameš papir, svinčnik in želiš seštevati, dobiš ponovadi odpor. Če pa rečeš, dobro igro poznam, a se greš? Vzameš kocko in rečeš, greva tekmovati. Jaz vržem kocko, številka, ki se pokaže, čim prej mi povej, koliko je treba dodati, da bo 10. In potem ti vržeš in to jaz naredim. Je pa to zabavna igra, pri kateri otrok recimo ne pomisli, da ga jaz pravzaprav učim matematike. Ne? In na ta način podajati znanost se meni zdi super. Ne, da hočem nekoga okrog prenesti, veste kaj, jaz bi vam pa rada nekaj povedala, pa nočem, da vi to veste, ampak zakaj bi ga na nek suhoparen način, če ga lahko na nek tak lep, sodoben, ne vem, zabaven. To sem pravzaprav hotela reči. Ne želimo banalizirati znanosti, želimo samo najti, jaz mislim, da je to pač najtežji del našega dela, najti neko zgodbico, nek način, kako mu to težko snov podati na njemu prijazen način. Je pa tudi recimo, kar vedno bolj opažam, ne, vedno manjkrat se, ne vem, tisti, ki so dobri mojstri v pripovedovanju znanosti, lotevajo, ne vem, stvari kot take, ne vem, tale miza tule, ne, ampak vedno poskušaš najti nek fenomen zadaj, neko zgodbo, ki je v povezavi s to mizo in ki je fenomen sama po sebi in s pomočjo pripovedovanja te zgodbe, pa kakšne dodatne zgodbe, pa posameznika, ki je zanimiv, čudaški, še za njo si potem nekako lažje potem izkristaliziraš, doumeš ta pojem, ki je nekako v središču pač upovedovanja. Tle bi se navezal pač na naslednjo temo, v bistvu na te, mi smo jim takrat rekli, kako že zvezdniki znanstveniki oziroma zvezdniški znanstveniki, pa govorim recimo, ne vem, Neil deGrasse Tysonu, pa Brianu Coxu, pa Billu Nyeju, ne. Se pravi nekim zelo, kako se temu reče, dobro zverziranim ljudem v nastopanju, ne, ki so znali oziroma ki se zdaj v bistvu pojavljajo v medijih oziroma v neki splošni javnosti kot neki promotori znanosti. Ne. Pa zdaj mogoče za Sašo najprej vprašanje, midva sva se o tem pač že večkrat pogovarjala in potem slej ko prej vedno naletiva na to banaliziranje znanosti oziroma na to, da se tle recimo z Brianom Coxom oziroma z nekimi ostalimi zvezdniki, ne, da se briše meja med tem, da je znanost nekaj trivialnega oziroma pavšalnega in to, da je v zadju neka resna zadeva.
in da se hkrati dela kompromis s tem, da na tak način to zadevo populariziraš ravno za take ljudi, ne, ki ne vejo vsega oziroma ki tega ne razumejo. Ne. Pa me samo zanima tako čisto kratko vprašanje, kako se tega lotevamo v Sloveniji oziroma kdo je slovenski Brian Cox ali pa Neil deGrasse Tyson ali pa zakaj tega še nimamo oziroma zakaj tega nimamo. No, sej ti vrnem z vprašanjem, ne, koliko pa je Neilov deGrasse Tysonov in Brianov Coxov, mislim, in ljudi njunega kova, koliko pa je takih na svetu? Ok, 2. Koliko jih rabimo torej Slovenci, ali pa lahko pričakujemo Slovenci, težko jih pričakujemo, ne. Mislim, oba sta raziskovalca, ne, se pravi, da bi bistvu pričakoval bi nekega raziskovalca, ki bi imel zelo izrazit smisel za pripovedovanje oziroma, ne vem, posebne vrste človek mora biti to zagotovo, ne, ob tem, da je znanstvenik. Zdaj, jaz mislim, da v našem sistemu teoretično ni možno, da bi se nekdo ukvarjal z znanostjo in poleg tega tudi na ta način tako uspešno z promocijo znanosti, zato ker glede na to, da večino časa pišemo projekte, ne, in potem v večkem popoldanskega in večernega časa kakšne projekte tudi poskušamo izvesti, je to zelo težko, ne, ampak to je tako mogoče malo bolj tako mimogrede, no, ampak sicer pa pri nas po moje sploh ne gojimo te miselnosti, vsaj ne med raziskovalci, jaz jo nisem opazila v svojih 40 letih dela, ne gojimo tega, da bi bilo pa zdaj fino razviti to razmišljanje o promociji znanosti sploh. Se pravi, jaz nimam občutka, da je promocija znanosti med znanstveniki zelo podprta ali pa tako nekaj zelo pozitivnega. Pri posameznikih ja, ampak tako v splošnem pa nimam občutka, da je to dobro pozdravljeno. Mimogrede sem pa tudi za, ne vem, Briana Coxa slišala seveda že tudi take pripombe, kot bi jih tudi naši raziskovalci dajali, pa naj se raje ukvarja s tistim, kaj znanostjo, kaj mu ga ti izboljš. Skratka, to je malo tiste, a kaj pa vem, ljubosumnosti ali kaj takega tudi, no, da nekomu uspevata dve stvari, ne. No, ampak bom obrnila, ne, zdi se mi pa, da bi bilo pa zelo fajn, če bi imeli kakšnega takega, ki bi znal stvari dobro povedati, ki bi jih znal tudi mogoče malo na širš, ne, ker težava vsakega je, da pozna samo tisto svojo temo, pa še tisto ne toliko zelo, da bi se upal kar tako nasplošno o tem govoriti, ne. Ker recimo, ok, en projekt je ta znanost na cesti, potem imamo recimo Kvarkadabro, tu bi samo omenila, ne, imamo kar nekaj popularizatorjev znanosti in komunikatorjev, Sašo Dolenc za Kvarkadabro, potem Miha Kos, Hiša eksperimentov, potem jaz se spomnim že od mladih let, sem zelo rada kemijo spremljala s pomočjo Ivana Lebana, potem Samo Kreft je tudi letos dobil nagrado za popularizatorja znanosti, komunikatorja znanosti, tako da nekaj imamo, ne. Ravno na to sem se hotel navezati, pač vprašanje za Sašo. A misliš, da bi se mogli, v bistvu, da bi se mogla Slovenska akademija bolj ukvarjati z neko institucionaliziranostjo takih likov, no, oziroma takih karakterjev, kot so ja, Sašo Dolenc in ostali. Se pravi, da bi bilo nekako tudi strani pač teh inštitucij oziroma znanstvenikov, ne, to spodbujano oziroma prepoznano kot ne nekaj, kar, aha, ja, to pa vi delate zato, ker ste, da ne rečem malo, ne, ampak zato, ker vemo, da je to pomembno in da se s tem ne samo pridobiva denar, ampak v bistvu tudi popularizira oziroma približuje znanost uporabnikom. Ja, najprej pa moje treba sploh to prepoznati kot nekaj, kar naj bi se počelo, ne. Ko to prepoznaš kot tako, potem sem pa tja pač rečeš to in ljudje to dojamejo in začnejo tisti, ki imajo s tem veselje in imajo to sposobnost, verjetno to sami od sebe početi, ne. Potem pa seveda ne zna vsak tega početi, tudi če ima veselje in takrat pa potem narediš neke, ne vem, šole, naprimer vsaj na podiplomskem študiju bi si jaz zelo želela, da bi recimo podiplomski študentje imeli neke, ne vem, treninge, neke, ne vem, tečaje, kaj pa vem kaj, predmete recimo iz tega, kako to početi, kakšni so prijemi, ker to je tudi neka teorija, to je tudi neko znanje potrebno za to, da to učinkovito delaš, ne. Jaz sem že danes tlele v tej debati par stvari, par pravil recimo zaznala, ne, ki ne bi niti pomislila. Tako da ja, se pravi, prvo, kar bi si jaz želela za Slovenijo recimo, da bi se to pripoznalo kot nekaj, kar je koristno in potrebno, govoriti o znanosti ne samo takole, ampak da tudi raziskovalci sami promovirajo znanost, oziroma govorijo o njej, podajajo vsebine in da bi potem nekako šole
recimo temu fakultete in podiplomske šole dale neko znanje, ki se ga pa da dobiti, pa sem prepričana. Ok, pa preden gremo na temo te slabe znanosti oziroma te resnica in nekje vmes, mogoče samo še eno vprašanje, ki se malo navezuje na te zvezdnike. Midva sva se, oziroma s tabo smo se takrat, ko smo se dobili vsi štirje pogovarjali o tvojem doktorju matematike, ki v vsaki oddaji postal neko matematično uganko. Pa bi sam tako, če pač razložiš, tako kot je prej Saša razložila znanost na cesti, če ti razložiš pač koncept oziroma finto Kuzme in njegove matematike. Ja, docent dr. Uroš Kuzman je naš stalni gost, novi sodelavec oddaje Ugriznimo znanost, kar smo nekako želeli pridobiti. No, pravzaprav, da začnem. Ideja je bila, da pravzaprav brez nekih sredstev postavljamo uganke in jih vsak teden objavljamo na Facebooku, da vidimo, ali je pravzaprav kakšen odziv, ali ljudi to zanima, ker pravzaprav neke uganke imajo že tako rekoč vsi resni mediji. Dajo enkrat tedensko, večkrat tedensko uganko znanosti, da na ta način pravzaprav svojo publiko nekako upletejo, da dobijo odziv. No, jaz sem našla Uroša Kuzmana, večkrat sva se že pogovarjala, kako bi pravzaprav sodelovala iz preprostega razloga. V Angliji je veliko različnih, tako rekoč, lahko rečem, znanstvenikov ali pa vsaj izobraženih na recimo področju fizike, ponavadi moških, ki so obenem tudi stand-up komiki in končali so nekako tako, da podajajo znanost na televiziji. Recimo eden izmed njih je Dara Obrin, Irec, ki je imel svoj šov, snima dokumentarce, mislim, da je njegov zadnji Dara Obrin Meet Stephen Hawking. No, in meni se Uroš zdel čudovita mešanica. Dolgo sem razmišljala, kako bi ga lahko vključili v oddajo, no, in ker se kar nekaj časa nič ni zgodilo, smo pa letos vseeno nam je uspelo in imamo v vsaki oddaji uganko. Zakaj? Ravno zaradi tega, da vidimo ljudi, kako razmišljajo, ali jim je to všeč, ali je znanost tisto, kar jih potegne in jih. Uroš postavi preprosto uganko, videti je zelo preprosta, za rešitev pa navadi je potrebno veliko več kot recimo minutko, dve. Kaj več pa pravzaprav za tem ni skritega. Naše veselje do reševanja uganke, jaz mislim, da je to v vsakem človeku. No, ampak mislim, že sama si rekla, ne, da imaš v bistvu matematika, ki je še stand-up komik, ne? Da če bi se tega lotil, pač tako kot se recimo, ne vem, profesori lotevajo, ok, pa ne me zdaj narobe razumeti, pač predavanj v drugem letniku, ne vem, na fakulteti za matematiko, pa res nočem kritizirati fakultete za matematiko, ampak si predstavljam, da je vseeno ena razlika pač v načinu podajanja znanja, da bi to mogoče več ljudi odbili, ne, oziroma. Ja, ampak to pravzaprav se vsi lahko spomnimo, kateri profesori so nam bili pri srcu, tisti, ki so imeli vsaj nekaj takega, kar bi radi bili tudi mi. Uroš je zabaven, je mlad in je profesor na fakulteti za matematiko. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je Uroš, Saša je rekla v enem izmed naših pogovorov, da Uroš zelo veliko naredi za popularizacijo slovenske znanosti, zaradi tega, ker je pravzaprav neka oseba, s katero se mladi lahko poistovetijo. Če je on docent, doktor matematike in uči na fakulteti za matematiko, potem bi pa je šel mogoče tja, ne? Bi ga pa z veseljem poslušal, ker je še zabaven, ker je pravzaprav res čisto vse, kar bi si človek kot profesorja želel. Pa mogoče še eno vprašanje, pa tako za vse tri, pa gremo pač na slabo znanost, ampak tako, kaj po vašem mnenju poteza ali pa kaj po vašem mnenju tisto, s katerim si, mislim, poteza, s katero si slovenski znanstveniki ali pa slovenska znanost, grdo rečeno, dela največ škode? Z mojega stališča s tišino. S tem, da ko jih kdaj pokličemo in želimo, da komentirajo, tega ne želijo narediti, ker rečejo, veste kaj, to pa ni čisto moje področje, jaz sicer sem se s tem nekaj ukvarjal, ampak že zadnji 2 leti pa res ne, dajte nekoga drugega najdete. Jaz bi se strinjala z Renato, se mi zdi, da so dosti naših znanstvenikov je taki neki obrambni drži. To večkrat zaznam, ko komu pišem,
nekako imajo občutek, da jih bomo napadali, da jih bomo, ne vem, pretentali, da bodo, ne vem, da jih bomo zmanipulirali v njihovih izjavah in tako naprej. Ne vsi, da ne bo pomote, ampak nekako imam ta občutek. Pol druga stvar pa je, da so tako premalo sproščeni. Če jih vprašamo pač neko področje z področja teoretične fizike, ne vem, nevtrinov, ko smo imeli ravno temo, in če ni dotični strokovnjak za točno tisto vprašanje in tiste vrste nevtrinov, pa čeprav imamo v Sloveniji enega, ne vem, zelo zateglega profesora za to področje in se ga vsi bojijo, potem pač nobeden ne bo hotel dati izjave na to temo, ker se ne čutijo dovolj močna avtoriteta, ne vem, da bi lahko dajali izjave. Ne vem, se mi zdi, da pač bodimo malo bolj sproščeni, glejmo na to tako, da pač lahko vsi sodelujemo, damo po najboljši veri in v najboljši moči pač neke informacije in se pač potrudimo v tej smeri. To bi pač, torej konstruktivnost, ne ta zaprta drža in pa pač sproščenost. Pa seveda, da niso tiho, kadar po tehle socialnih medijih rošarijo popularizatorji slabe znanosti, da se takrat oglasijo. Ja, to je zdaj krasna iztočnica pa moja za slabo znanost, ne, oziroma za moje razmišljanje o tem, tako 3 take besede imam kar naprej v glavi, ne, vedeti, misliti, verjeti. Zdaj jaz mislim, da je, ne vem, v jedrski fuziji to tako pa tako. Nisem pa čisto sigurna. In če nisem čisto sigurna, ne, če tega ne vem, ne bom tega rekla pred tabo. Zato se raje takrat umaknem, ne. Se pravi, ko boš ti prosila za pogovor o jedrski fuziji, v kateri sicer jaz sem vključena, ampak se ukvarjam z materijali za jedrsko fuzijo in vem o materijalih zelo veliko, ne pa tudi vsega. Ali pa ko me boš vprašala nekaj, kar ne vem, bom imela težavo in se bom morda zato raje umaknila. Tako da en od razlogov, zakaj si znanstveniki delamo to slabo uslugo, ne, oziroma to napako, da se umikamo, je zato, ker pač smo zapriseženi resnici in vedenju. Se pravi, govorimo samo o tistem, kar vemo. Tisti hip, ko ne govorimo samo o tistega, kar vemo, je pa to že slaba znanost. Ok, in če se zdaj kar navežem, no, pa spet v bistvu slaba znanost največ poznate koncept oziroma je pač, obstaja neka ta prava definicija. Mislim, slaba znanost pač ni znanost. Ne, to sploh ni znanost, ne, to je kar nekaj, ja. Zdaj, Carl Sagan to imenuje lažji znanost, potem, ne vem, še en izraz, se ga zdaj ne spomnim. Mislim pa, da vsi razumemo, kaj to pomeni. Se pravi, to je nekaj, kar predstavljajo kot znanost, neko kot resnico, pa to ni. In pač problem, ki je zdaj prisoten, recimo, pa po mojem, recimo, da lahko tudi rečemo vedno bolj, ne, je ravno v tem, da se pač na eni strani oziroma da se slaba znanost se zgodi takrat, mogoče evo, enačba. Slaba znanost je enako, ne, tišina znanstvenikov pa neizkušeni ali pa neprofesionalni novinarji. Tle vmes je nekje pride enačba. Jaz bi dala še en člen v tej enačbi. Ja, neizkušeni novinarji, neizobraženi novinarji, to je en člen, oziroma pač pasivna uredništva brez odnosov. Drugo je pasivna ta znanstvena strokovna skupnost, ki bi se mogla postaviti takrat, kadar se kaj takega dela oziroma govori ali pa širi. Tretja je pa pač ta, kako bi rekla, napad s pomočjo teh vse bolj množičnih medijev, torej teh komunikatorjev slabe znanosti, tistih, ki izkoriščajo to, ne vem, prežetost torej z mediji in pač uporabljajo te načine komunikacije torej v svoj prid. To pa so pač tisti, ki jim pač je očitno v prid, da širijo neke ideologije slabe znanosti, od družb do posameznikov do ne vem česa, kdo je vse tam noter, ne vem. Komentar v bistvu samo na to, zakaj pride do slabe znanosti oziroma... Mogoče ti lahko povem to, zakaj pride slaba znanost v medije. Bolj so dostopne, prodajajo neverjetne zgodbe, teorije zarote, po drugi strani pa čudežne ozdravitve. Zakaj bi poslušal nekoga, ki ti pravzaprav pove, da je verjetnost mora biti taka in taka, če se zgodi to in to, pa še to ni zagotovo, če pa imaš na drugi strani nekoga, ki ti pa obljubi vse. Jaz mislim, da je tu tiči ključ in ljudje pač radi verjamemo
tistim, ki nam prodajajo boljšo, lepšo prihodnost ali pa ki nam pokažejo krivca za naše težave. Ok, ampak mogoče je bo še en krog, da a je potem večja odgovornost pač na neizkušenih novinarjih oziroma na temu novinarskem delu ali je v bistvu večji problem v molku prave znanosti, v molku znanosti. Ker recimo meni je v bistvu najbolj hecna situacija, ki se ti lahko zgodi na področju slabe znanosti in tle recimo tudi razumem, zakaj se potem znanstveniki tega ne grejo, ne, je, da daš v studio ne, znanstvenika pa slabega znanstvenika in potem rečeš, no zdaj pa prosim, ne, dajte tle roke polagati in bomo potem na koncu videli, kdo bo zmagal. Ne. In je v bistvu že čisto v osnovi problem v tem, da se ne diskutirata, v bistvu diskutira eden operira z dejstvi, pa s meritvami, pa v bistvu s tem, kar je, ne, drugi pa ne, z nečim, kar je v bistvu nekje v luftu. Ne. In že tle pač nista v bistvu niti na istem področju. Ne, in potem, da imaš v bistvu debato, ne, je tako, kot si ti rekla, ne, znanstvenik izjavi neko, da ne rečem temu previdno ne, izjavo, ne, slab znanstvenik pa reče ne, takole je, ne, 2 kapljice na 500 litrov vode in bo zadeva rešena. No, jaz pravzaprav bi te rada vprašala, zakaj, ali pa mogoče vse, zakaj bi pravzaprav nekdo, ki ni znanstvenik, pravzaprav sploh dobil mesto in prostor v oddaji o znanosti. Če govorimo o znanosti, naj o njej govorijo tisti, ki so svoje življenje, ne bom rekla ravno posvetili, ali pa recimo se pač ukvarjajo celo svoje življenje za znanost in res vejo določene stvari. Zakaj bi poklicali nekoga, ki ima o tem mnenje? Jaz imam mnenje o res skoraj vsaki stvari, pa ga ne govorim, nekako se ne čutim poklicana, da bi ga kar naprej ponavljala in govorila. Pol nisi na Twitterju. Nisi, okay. Jaz mislim, no, da v oddaji o znanosti imajo mesto znanstveniki, izključno znanstveniki, mogoče je to res neka skrajnost. Vse dileme, ki pa se pojavljajo, pa lahko izvirajo iz, ne vem, splošne javnosti, lahko izvirajo iz teh, ki jih ti imenuješ slabi znanstveniki, pa jaz mislim, da je ta beseda znanstveniki za njih res pretirana, pač neke, ne vem, kako bi jih pravzaprav imenovala. Vse te pa lahko povzame nek voditelj te oddaje in v bistvu povsem legitimno znanstveniku zastavi vprašanje in mu da možnost nekega odgovora, ne vem pa, če je pravzaprav potem res potrebna debata, ker se lahko razvija in vleče v nedogled. Ja, meni se zdi pač, da kadar govorimo o tem, ne, da iščemo, ne vem, da postavimo na eno stran znanstvenika, na drugo stran pa slabega znanstvenika, to spada v tisto mojo prejšnjo nekako razdelitev, ko sem rekla, da delimo te znanstvene zgodbe na ene, ki so novičarske, ki so torej povezavi z nekimi novicami, z nekim informativnim deležem torej v medijih, pa na tiste pač ostale, ne, torej upovedovanje nekih širših znanstvenih zgodb. In tu, kjer se kaže to enačenje enega in drugega, je povezavi s temi aktualnimi novicami, dogodki, tukaj ponavadi so predstavljamo. Zakaj? Zaradi tega, ker gre način sodobnega novičarskega upovedovanja vedno bolj v postavljanje in ustvarjanje nekih konfliktov, zgodb. Vedno nekako poskušamo nek konflikt tudi umetno zanetiti mediji in na kak način ti najlažje zanetiš konflikt, tako da postaviš nekoga, ki govori za nekaj, afirmira in nekoga, ki to negira oziroma govori v drugo stran. To je najlažje konfrontirati dva, dobiš takoj konflikt, dobiš takoj dramo in to se dobro prodaja, nekaj časa se bo o tem govorilo in ja, to je super stvar za torej te dnevne medije, ki so željni, ki so lačni iz zgodb, ki jo ponavadi izvirajo iz konfliktov. In tukaj je pač na strani novinarjev predvsem in pa urednikov, da se že na začetku postavijo ne v neko subjektivno pozo, ampak da rečejo tako, to je pa naše, tako pa menimo. Zakaj? Ker smo legitimni, da menimo tako, ker imamo neko znanje, imamo neko uredništvo, ki stoji za tem vedenjem in ki lahko reče, temu je tako. To preverjamo, stojimo za izborom naših, ne vem, teh, ki jih intervjuvamo in tako bomo mi postavili temu, to je naša agenda. Ne? Ker ponavadi se pač tudi do znanosti ker smo preslabo po učenju znanosti, se nekako postavimo se na neko stransko pozo, novinar ponavadi samo hoče zanetiti nek konflikt, postavi nekoga za, postavi nekoga proti in ima zgodbo in se niti ne rabi vpletati, ne rabi se poglabljati v neko snov in to je najlažje. Tudi publika bo pa to najlažje pobrala in
nekako prežvečila in vzela za svoje. In se pravi, tukaj je na uredništvih samih, da rečejo tako, to je naša agenda, temu ne bomo šli naprej, ne bomo se podali več v, ne vem, v ta torej manever nekih konfliktov znanstvenih. Pa še ena zadeva, v bistvu, ko imaš ne, in na radijskih, in na televizijskih, in na pač časopisnih edicijah oziroma programih, ne, imaš v bistvu različne tipe oddaj, ne, in imaš tipe oddaj, v kateri je verjetnost, da se bo slaba znanost pojavila večja kot ne, v nekaterih drugih. Ne. Recimo, ne vem, ok, karikiram, ne, jutranji program, ne, oziroma program za ljudi, ki so recimo, ne vem, ali so upokojenci oziroma ki imajo čas pač v teh nekomercialnih urah poslušati radio, ne, tam se mi zdi, po moje, no, da je tam v bistvu verjetnost, da boš imel nekega, pa jim recimo, ne vem, šarlatani oziroma pač šalabajzeri, ki ti bodo prodajali neko vodo oziroma neke praške, ne, večja, kot recimo v oddajah, ki jih vodijo recimo ljudje oziroma ki so mogoče v bolj nekem prime time modelu oziroma v prime time času in ki jih mogoče, za katerimi tudi stojijo recimo ljudje, ki niso čist, mislim, ki se ukvarjajo mogoče z bolj specifičnimi temami in niso tako kot recimo jutranji uredniki, ki pač mora sestaviti oddajo, v kateri mora imeti vse od, ne vem, psov do mačk, do ne vem česa. Ja, točno to, ker je pač nekdo, nek novinar ali pa nek urednik nekega dnevnega pasusa, govorim pač stališča radia, je nekako mora biti kot deklica za vse, pokrivati danes pse, tako kot si rekel, jutri, ne vem, medicinske nasvete, tretji dan pa nasvete o lesarstvu. Se hitro znajdeš nekako v tem, da podležeš nekomu, ki te skuša prepričati z nekimi svojimi argumenti in če jih ne pretehtaš dovolj, če nekako ne stopiš v neko kritično pozo do njega, ja, seveda te lahko prepriča. Seveda ob tem, da je tudi publika željna tega, ne, kje pa je največ slabe znanosti na področjih povezani z zdravjem in pa okoljem, ampak okolje je spet nekako v povezavi z zdravjem. In tu smo ljudje najbolj lačni novic, ki nam bodo svetovale za čim boljše zdravje in obenem lačni novic tega, da bomo lahko ozdravili, če smo bolni. Ne? In tudi sama publika je tega željna. Samo en kratek komentar. Pred kratkim sem brala knjigo Zgodbe s ploščate zemlje in v njej stavek, ko novinarju vzameš čas, zgubiš resnico. Verjetno je s tem vidve verjetno bolj to čutita oziroma vidita, ne? Se pravi, če imaš ti dovolj časa, da se v stvari poglobiš, ampak tako res dovolj časa, potem je manj možnosti, da boš pobral nekaj, zato ker moraš nekaj ven spraviti, ne? Prav? Čas, ampak ne samo časa v dnevih, ne, ampak v letih. Jaz nekako se mi zdi, da se šele skozi leta predsedi neka kritičnost do vsebin. Ne. In tukaj je pa problem v tem, da gre novinarstvo vedno bolj v to smer, da smo vsi samo hektično, nekako smo se podali v to hektično bitko za čim več prispevki, čim več temami, čim več stvarmi, kjer je torej naša pozornost zelo parcialna, nekako ne uspemo razviti neke globine do nečesa, ja, in potem to zbledi, torej neka širše znanje o nekih temah. Ne. Na področju znanosti je pa to zelo, zelo nujno. Ne. Ker to so res teme, o katerih, ne vem, Saša je zelo legitimna in zelo veliko ve o svojem področju, pa še širšem, recimo, ne, materialov, pa fizike in tako naprej, ampak verjamem pa, da, ne vem, povezavi z neko biologijo celice, naprimer, se boš pa šla tudi ti poučiti ali pa nekako preveriti, ne. Kaj šele potem nek novinar, ki res nima pojma recimo o nekih temah, koliko pa še potem on mora biti kritičen do tega. Ne? Ok. Pa mogoče zdaj še tako, ker smo vmes se nam je zgodilo pač skoraj kompletno menjavo občinstva in smo potem, sogovornic in smo v bistvu potem iz stroge informacijske družbe prišli na znanost oziroma na poročanje o znanosti, pa se mi zdi, da smo že zdaj v bistvu odgovorili na dosti vprašanj, ki mučijo v bistvu tudi poročanje o informacijski družbi, se pravi o tej digitalizaciji, informatizaciji družbe. Pa me mogoče na tem področju samo zanima, a so razlogi, recimo obe oddaji, se tudi ukvarjate deloma tudi z informacijsko družbo oziroma z razlaganjem teh nekih novih konceptov, pa sam tako eno tako splošno vprašanje, se vam zdijo pač razlogi, zakaj se o informacijski družbi poroča predvsem skozi neke svetleče igračke oziroma skozi neke gadžete, skozi neke, ne vem, hitreje, močneje, lepše produkte, da so tle razlogi, zakaj se na ta način poroča podobni ali pa isti kot pri znanosti.
Se pravi, ne vem, pomanjkanje sogovorcev, pomanjkanje nekega širšega konteksta, neke razlage, ki bi šla onkraj tega, kar si slišal prejšnji teden. Ja, v bistvu jaz tudi ti bom težko dala odgovor, ker tudi jaz nimam dosti teh tem. Mi imamo na Valu oddajo odbita do bita, tam se majčkeno bolj temu posvečajo in pri tisti oddaji zelo redko sodelujem, ampak ja, pač kar nas zaslepi so torej, jaz zelo tako govorim od strani, ne, novosti na trgu, novosti, ki nam jih prodajo, ne vem, znalci, novosti, ki nam jih prodajajo tudi podjetja na nek način, ja, in če nisi dovolj kritičen, jim hitro podležeš, ne. Zagrabiš to kot neke vrste nov fenomen, malo diši po znanosti, dajmo, ne, pa bomo potem lepo kako bi rekla, na vrvici, ne, kot marioneta nekoga, ki želi delovati z nami, ne, ampak se pravim, tukaj jaz ne vem dovolj, da bi lahko komentirala. Ne vem, mogoče pa je to tema, ki potrebuje še večji razmislek pravzaprav, kako poročati. Imamo recimo neke strokovnjake, zanesenjake, ki to področje odlično poznajo, za katere je pravzaprav zelo težko narediti, bodisi radijsko oddajo, bodisi časopis. Imamo pa ljudi, ki pravzaprav o tem ne vejo skoraj nič. Imamo recimo starejšo populacijo, ki ima težave uporabljati mobitel, ki ima težave uporabljati računalnik. Kako pravzaprav narediti nekaj, kar bo zajelo vse, da bo še, kako bi temu rekla, rentabilno v slovenskem okolju. Jaz nikoli nisem delala oddaje recimo računalništvo, ta oddaja je bila na Televiziji Slovenije in mi smo imeli vedno debate, za koga pravzaprav je ta oddaja. Za tiste, ki to obvladajo, ki poznajo vsak nov program, vso opremo, ali za tiste, ki pojma nimajo, ki bi jih pravzaprav morali poučevati. Jaz absolutno nimam odgovora in se mi zdi, da to področje je do te mere še toliko težje. Je pa res, ne, v bistvu bi potrebovali, jaz na radiju našem, zelo pogrešam strokovnjaka pač točno za te vsebine, ne vem, s povezavi, ne vem, s temi mobilnimi, novimi tehnologijami, s tem napredkom. Tukaj si jaz želim, da bi imeli v uredništvu nekoga, ki bi to spremljal in ki bi to na dnevni bazi produciral novice. Naprimer, moj zgled je portal Sloteh, kjer na dnevni bazi dobim zelo dober vpogled, kaj vse se dogaja, ne samo z področja znanosti, ampak tudi tehnologije in ne vem, takega strokovnjaka sem že skušala našim urednikom reči, mi bi nekoga takega potrebovali, ker če govorimo sploh tudi o dnevno informativnih novicah, to so stvari, ki se dogajajo, to so stvari, ki jim je treba na dnevni bazi slediti, ravno zato, da se izognemo torej tem, bi rekla, oglaševalskim plenilcem, ki nas skušajo nekako strpati v te njihove oglaševalske vzorce, ne. Tako da zelo bi bil potreben kader, novinarski kader ali pa ne vem, strokovni kader z tega področja. Pa se ti ne zdi težko recimo izbirati, o čem bi pravzaprav poročali? Tega je res na dnevni bazi ogromno, pa ne govorim, da nimaš prav, se strinjam, ampak mi smo nekako poskušali in smo ugotovili, da smo velikokrat prišli do nekih aplikacij, ki res ne vem, za koga vse so zanimive. Nismo se znašli, pravzaprav res nismo našli pravega človeka, nismo se dovolj dolgo s tem ukvarjali in smo nekako v slepi ulici končali s tem. Jaz saj si predstavljam nekoga, ki, ne vem, to bo Domen prej vedel, ne, kaj bi si on želel izvedeti vsak dan, recimo iz medijev. Ravno pač z informacijsko družbo oziroma prva ideja, zakaj sem v bistvu, mislim, zakaj smo dali to temo tudi med 4 bite oziroma zakaj smo jo pol tudi, bom povedal tudi, zakaj smo jo pol razširili na znanost, je bila ravno v tem, ne, da se ti v bistvu, da imaš problem ravno pri tem, da se izzivi informacijske znanosti vsaj te osnovni nimajo nobene veze s trgom. Oziroma imajo veze s trgom, ampak ne na tak način, da se zdaj v bistvu ti sekiraš, da si bo mama kupila, ne vem, pred zadnjo verzijo telefona, ne zadnjo, ne, in bo zato imela neke stvari slabše narejene, ampak predvsem zato, ker se recimo v informacijski družbi zelo malo pogovarjamo o osnovah, ne vem, lastništvo omrežij, ne, oziroma lastništvo teh, kdo ima v lasti kable, po katerih teče internet. Ne. Problem recimo zdaj zadnji, ki smo ga imeli, nevtralnost interneta. Ne. Pa podatki, ne, ampak to big data, ne, ampak to so v bistvu zadeve, ki sploh niso, ki, ne, recimo pade ta argument v smislu, ja, to se ful hitro dogaja, to je treba, ne, skozi dnevno spremljati in tretje. Nevtralnost interneta je stvar, ki se vleče že 10 let, ne, big data se vleče že, ok, vsaj 5 let, ne, to so stvari, ki se v bistvu zelo počasi kotalijo, ne, in bi jih v bistvu z novinarskega stališča dejansko imeli čas
korektno in tako pokriti, da bi mogoče navezali, da bi imeli, ne vem, enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 meseca nekaj na to temo. Ne? Tako kot recimo pri znanosti. Ne? Se tudi ta fuzija oziroma te zadeve niso, da so se zdaj v Nemčiji zadnji teden nekaj spomnili. Ne? Se to traja, ne? Se tudi Higgsov bozon recimo, ne? So ga, mislim, iskali, je bila zadeva aktualna več let, ne? In bi lahko v bistvu, mogoče tle povežemo obe stvari, ne? Bi lahko vlekli neko zgodbo v nadaljevanjih, ne, v smislu, ta teden se je zgodilo to, naslednji teden bomo pogledali, kaj bodo pa zdaj skuhali oziroma do kje bodo pa naslednji teden prišli. Ne. Ker se mi zdi, da je ravno, ne, da, tako kot smo recimo zdaj, to smo se včeraj smejali, ne, da smo v bistvu o kulturi, se to mislim, da smo na začetku rekli, ne, poročali tako, kot da je vojna, ne, pač neka bomba, ne, 8. februar, bodite kulturni, ne, vsi v gledališče, ne, in potem lahko pozabite na to do naslednjega leta. Ne. In da se v bistvu tudi pri teh zadevah prevečkrat v bistvu poročanje zanaša na nek tak spektakel, ne, in premalo ravno na to kontinuiranost. Ne. In tudi ja, se strinjam, ne, tudi recimo, ne vem, pa Sloteh, pa resničnost, recimo, sem jo še jaz delal. Ne. In ja, ne, je bila ravno ta debata, ne, zdaj za koga je to, ne, za unga, ki ne zna računalnika pač gledati, oziroma za unga, ki ne zna pač tam v Wordu kazala naštimati, ne, noben ga ne zna. Ali je to zdaj neka zadeva za neke, da ne bom rekel hekerje, oziroma za nekoga, ki je zelo v tem in ga v bistvu zanima samo ta zadnjih, ne vem, 5 minut, če temu rečem, ne, kar se je zgodilo pred. Jaz mislim, da za tako prve kot druge. Zakaj jaz ravno poročam o znanosti oziroma pač delam oddajo o znanosti? Zato, ker se mi zdi to polje tem, ki jih nikoli ne moreš izčrpati, ker če nič drugega se čez nekaj let zgodi spet nekaj novega in če nič drugega lahko narediš recimo za otroke, za starejše, za tiste, ki jih znanost zelo zanima, za tiste, ki imajo ogromno znanja, za tiste, ki nimajo znanja. Dejansko se mi zdi včasih kar neverjetno, da znanosti ni več na televiziji, pa pravzaprav mogoče res poznam odgovor, je težko o njej poročati, ne? Ampak je res neizčrpen vir tem, točno to, kar mi novinarji vedno iščemo, teme, zgodbe. Tukaj so zgodbe, jih je pa težko predstaviti, zato ker rabiš veliko časa, veliko truda in veliko znanja. Tu bi jaz dala eno svojo lastno izkušnjo. Zdaj pred kratkim sem se učila programirati v Pythonu. Zdaj tako bolj, ko še po 4 hodim namesto po 2 v njem, ampak sem nekako poskušala doumeti oziroma se naučiti, kaj to programiranje je. In sem potem potegnila vzporednico z nekim dobrim opovedovalcem nekih znanstvenih zgodb. Ne? Da si ti dober programer, moraš zelo dobro poznati, kaj želiš. Da boš sprogramiral, da boš prišel do tega cilja in moraš poznati vse korake vmes. In potem dober programer se prepozna po tem, da je njegova koda čim bolj elegantna, krasna, kratka, vsem razumljiva. In točno to je recimo pri opovedovanju nekih znanstvenih vsebin rečemo. Ti moraš vedeti, kaj želiš sporočiti in moraš stvari toliko dobro poznati, da boš oklestil vse tisto, kar ne spada zraven in boš čisto, krasno, elegantno zgodbo pripeljal, kot dober programer. Ampak zato rabiš pa res dobro kilometrino, veliko znanja in iznajdljivosti. Se pravi, če tako povzamemo, je rešitev, da Inštitut Jožef Stefan pošlje 2 znanstvenika na radio oziroma na televizijo, radio, televizija, 2 novinarja na Jožef Stefan in perete glave vsak drugmu in potem ne, imate v bistvu nek simbiotičen odnos. In to po 14 dnevih. In to po 14 dnevih, evo, šnel kurs v bistvu. Ali bi nekaj tazga, mislim, tako recimo na dolgi rok, ne, bi se dal v bistvu na tak način in na en strani popularizirati, pa okej, mogoče ne novinarje, mogoče prej urednike, ali pa da bi se na ta način na dolgi rok dal v bistvu neko skupno zgodbo peljati naprej. Ja, zdaj tu lahko vzamemo pobudo, torej znanstveniki pa novinarji, ne? Ampak jaz v Sloveniji pogrešam eno osrednjo tako ustanovo, ki bi povezvala to dvoje. Ne vem, ARRS ali pa kjerkoli, da bi pač imeli neko ustanovo, ki bi nekako predsedila vso to dogajanje slovenskih znanstvenikov, njihove dosežke in jih poskušala tako neodvisno spraviti do novinarjev. In mi nimamo takega telesa v Sloveniji, imamo to ARRS, ki razdeljuje sredstva in tam imajo zelo dober pogled na to, kaj slovenski znanstveniki počnejo. In jaz bi si želela, da imamo neko tako telo, ki bi mi neodvisno reklo, ne, češ, mi smo z inštituta, to delamo, ne, to je že tako malo, ne.
Ja, lahko tudi SAZU, ja. Lahko, ampak jaz ne poznam nekega akterja v Sloveniji, neke ustanove, ki bi meni na tedenski bazi pošiljala sporočila, me vabila na srečanja z novinarji in tako naprej, češ to je dobro, to delajo slovenski znanstveniki, novinarji, bodite pozorni na njega, novinarji, bodite pozorni na njegov dosežek, tega ni. Mogoče ena majčkana stvar pa je, ne, se mi zdi, ker si ravno rekla, ARRS, ne, ARRS vsako leto izvede akcijo Odlični znanosti, kjer za vsa področja zberejo, ne vem, koliko so imeli letos, 4 ali 5, ali kako je že bilo 4 ali 5, tistih, ki so v tistem letu naredili res nekaj tako posebenega in finga, ne. In ker so 2 dogodka organizirali v sklopu Znanosti na cesti, sem imela priložnost to pač videti v živo, vsej, tudi sicer bi imela, zato ker so stvari javne, ampak na ostale pač nisem šla, ne. Tam se mi zdi, da se je slišalo zelo veliko, zelo zanimivih stvari, recimo jaz sem poslušala medicino, wow, ne, tako da jaz mislim, da tem je bilo tam 10, recimo v letošnjem letu, pa naravoslovje je bilo tudi, jih je bilo tudi 5, se pravi recimo 15 tem je bilo prikazanih za samo 2 področji, to je kar veliko tem, ne, in mislim, da so čisto vse za porabiti, ne, vsaka posebej je grozno zanimiva. To je mogoče dober zametek nečesa, pa bi, mogoče bi pa rekli, da bi tega pričakovali še malo več, se pravi, če bi še več tem, se mislim, da so prejšnja leta imeli po več tem, pa so zdaj skrčili, ampak mogoče je to dober zametek tega, kar si ti zdaj omenila, ne? Zdaj, si mislila, kaj? Ja, pravzaprav ja. Jaz pa mislim, da bi morali nekako obuditi ali pa pravzaprav sploh na noge postaviti poklic znanstveni novinar. Mislim, da bi se v nekem procesu izobraževanja lahko že malo ali odločili. Jaz recimo mislim, velikokrat pogrešam, jaz sem po izobrazbi novinarka, ne? In meni se zdi to zdaj po vseh teh letih grozen. Meni vsak teden manjka znanje z nekega drugega področja, ne? In vedno znova obžalujem, da nisem šla študirati recimo biologije, fizike, karkoli drugega, ki bi mi dalo vsaj enkrat na mesec prednost pri ustvarjanju oddaj. Pa si potem vedno rečem, pa je to res to, ne? Kaj pa recimo, če bi študirala fiziko, pa bi morala delati oddajo o biologiji, ali bi mi kaj pomagalo. Ne vem, za odgovor pa vedno pravim to sama sebi ali pa tudi drugemu, če me kdo vpraša. Jaz mislim, da se znanstvenik hitreje nauči novinarstva oziroma poročanja, kot se novinarji naučimo znanosti. Kar pomeni, da bi bilo zelo fino, da če bi kdaj, da bi pravzaprav imeli nek sistem, kjer bi se lahko študentje iz drugih fakultet, recimo v nekem zadnje leto odločili pa vseeno za novinarstvo in bi bili mogoče zelo dobri znanstveni novinarji. Ok, mislim, glede na to, da smo na začetku ugotovili, da je vedno več matematikov, stand-up komikov, ne, da ne, mogoče bi še ta crossover prišel čez. Ok, zdaj pa ne vem, zagotovo imate kakšno vprašanje za naše goste. Dvignite roko, da pridem z mikrofonom, če nas gledate od doma, živjo mami, #4biti, pa postavite kakšno vprašanje. Ne vem, ne smem zaključiti, ko polka ploskamo in gremo vsi dolje tako da zmislite si eno vprašanje. Peter ima vprašanje. Imaš vprašanje? No, evo, daj, čakaj, mikrofon. Zdravo. Vprašanje je bilo zastavljeno tudi na Twitterju, zakaj se o takih rečeh pogovarjamo predvsem prek malih škatlic, ne pa tudi preko velikih medijev. Zdaj pa to razumemo. Namest prek malih... Aha, zakaj to ti prenašaš, zakaj to ne prenaša nacionalka namest česarkoli že na prvem programu zdaj? Ok, dobro. To je treba pa urednike vprašati, ne? Nekako res redko slišimo kakršnokoli polemizacijo o znanosti. Ne vem, jaz se ne spomnim, da bi se kaj pogosto o tem pogovarjali. Pa sem danes ravno, sem bila na obisku na Onkološkem inštitutu pri 2 sogovornikih za četrtkovo frekvenco in nekako sem imela to v glavi, ne, Zadnjič me je nekdo sprovociral, češ, zakaj pa bi mogla biti znanost
tako pomembna, da bi o njej poročali. Ne. Povej mi, v čem je pač neka družbena vrednost tega, da moramo mi o tem poročati. Pač ljudje imajo radi, da se nekaj dogaja, pa pač zakaj, kakšne stvari radi ljudje absorbiramo v medijih. To, da se nekaj dogaja, da je nekaj zelo na hitro, da je veliko konfliktov, pa da lahko o tem hitro ustvarimo si svoje mnenje in to komentiramo. Ne? To sta dve taki stvari. No, znanost pač pade tukaj skozi, ker ni nekega blaznega dogajanja in težko si o tem vzpostaviš kakršnokoli mnenje zelo na hitro, ne, razen na področju slabe znanosti. Tako da potem sta mi pa ta dva sogovornika zelo vehementno, češ zamahna z roko, češ kako pa to ne vidite. Ne. Zdaj vsi držimo, imamo kakšne mobilne telefone v rokah. To je znanost. To, da lahko sedimo na teh stolih, pa da se ne zvrnemo po tleh, je znanost. To, da imamo očala s plastičnimi okvirji, tudi to je znanost. Znanost je dejansko vse posod okrog nas. Ampak to je treba na nek način dopovedati tudi urednikom, ne? Sploh nacionalnih in javnih medijev, ker ti kujejo potem zavest naroda. In mislim, da tukaj je nacionalka res v tisti pozi, da ne sme poslušati samo tega, kar si občinstvo želi oziroma kaj običajni konzument novice želi, torej da se dogaja in da si lahko zelo na lahek način ustvari mnenje, ampak da ona nekako prejudicira, daje teme v javnost. Ne? In pač tukaj morajo uredniki oziroma odločevalci v medijih reči, da znanosti naprej, znanosti več poudarka, več minut, bolj pomembne minute v oddajah. Uredniki, zdaj verjetno misliš une urednike, ki so nad vama, ne? Se pravi, ker sta obe urednici, ne? Pa vendarle nimate take moči, kot bi si jaz recimo želela, da bi jo imele, ne? Ampak Radio Televizija Slovenija ima uredništvo za šport, kulturo, pomagajte mi, informativne oddaje in tako naprej. Nima pa verjetno tudi za izobraževanje, nima pa nič takega kot za znanost. Se pravi, enostavno to področje sploh ni pripoznano, ne? Se pravi, da bi v bistvu bilo potrebno eno dodatno uredništvo, ki ga ima Društvo Satena, ki je krovna organizacija znanosti na cesti, namen nekako dati pobudo za to uredništvo, ker bi to bila mogoče pot, da bi se znanost recimo bolj pojavljala in da bi imela večjo moč. Ne? Se pravi, že to, da manjka neko uredništvo, ki bi to sploh pokrivalo, se mi zdi, da je v veliki meri odgovorno za to, da pač je tako, kot je. Ravno danes sem se pogovarjala z tem izobraževalnim uredništvom in sem jih vprašala, kolikšen pa odstotek pa je njihovih vsebin v informativnem radijskem programu, in so rekli, da so, jih citiram, kot dekor, kot dekoracija. Torej pač zelo malo in pač tista zanimivost, češnja na vrhu torte ponovadi, če ne, torej pa še nekaj za konec oddaje ali pa še tale zanimivost, ne. Takšen je ponovadi ta ravnomej znanosti, če seveda ne zdrknemo v polje znanstvene politike, tista pa je bolj v spredju. Nisem samo eno stvar še želela dodati. Maja, rekla si, da pravzaprav nek povprečni konzument medijev si želi lahkih vsebin. Jaz pa mislim, da včasih vseeno podcenjujemo gledalce, da si želijo znanosti, da si želijo težkih vsebin, vendar si jih želijo recimo na nek tak način, da njim primeren. Mogoče želijo od nas pravzaprav res več dela, da mi upravimo vse tisto garaško delo za njih, da pregledamo, izberemo in jim podamo tiste vsebine, ki so najbolj vredne njihove pozornosti. In če je nekdo rekel, zakaj se pravzaprav pogovarjamo v taki mali škatlici, ne na nacionalni televiziji, pa lahko vseeno rečem, pogovarjamo se, rečemo temu vsaj dober začetek. Saša, tvoja ideja se mi zdi pa vsekakor dobra in jaz mislim, da slej ko prej te vsebine, vsaj sama tako mislim, so imele več prostora včasih v medijih in jaz mislim, da si ga bodo počasi tudi več izborile, zato ker, ne vem, mogoče sem prevelik optimist, ampak zdi se mi, da smo nekako res prišli do neke točke, kjer je veliko zabave, kjer je veliko kreganja v medijih, kjer je veliko, lahko rečem, banalnih in neumnih zadev in mogoče se bomo enkrat tako zasičili s tem, da bomo pravzaprav res želeli manj iz tega. Oziroma se vsi želimo, ne. Jaz tudi se strinjam. Med konzumenti medijskih vsebin ne smemo podcenjevati, ne. Ogromno ljudi zelo veliko ve, vedno več.
jaz imam zelo veliko spoštovanje do teh ljudi, ki nas poslušajo, berejo, tako da ja, nekako s tem je treba tudi pristopati. Bi pa rekla še to, ne, mogli bi se tudi naši uredniki, tisti šefi tam gor, vzeti za zgled, spet bom rekla, tuje medije. Ne. Če pogledate na stran BBC, ima med tistimi zavihki, ki pač tlakujejo nekako najosnovna področja novic, ne, torej od politike, gospodarstva, svetovnih in tako naprej, tudi zavihek za znanost, science and tech. Potem greste na Guardian in je isto, health, medicine, tech. Potem greste na New York Times, imajo, ne vem, World, potem imajo US, bla, 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 politika pride šele na 3. ali 4. mesto v primerjavi z nami, potem pa imajo tech, science, health in tako naprej. Zdaj, lahko me drži kdo za besedo, da ni čisto tako, ampak torej ti osnovni novičarski portali na svetu dajejo znanost kot pomembno aktualno temo, ki lahko konkurira tako s politiko, kot zunanjo politiko, kot z gospodarstvom, je torej tam pomemben, relevanten vir, enakovreden vsem ostalim. To nekako pogrešam. Imamo seveda na MMC-ju našem portalu, imajo znanost, krasna je, izjemno dobre vsebine, pišejo tam novinarji, tako da jim rečemo vsa čast, ampak še več tega, ne. Tudi kakšna TV, naša nacionalka, dnevnik in tako naprej, bi si mogla za zgled vzeti to formulacijo, ne. Čemu se enakovredno odmerjamo pozornost? Okay. Zdaj kakšno vprašanje? Drugače bi se gostjem zahvalil. Hvala, ker ste bili vi z nami, hvala, ker ste nas gledali po živo.si prenosu. Upam, da ste izvedeli kaj koristnega, ostanite potem še po zaključku prenosa oziroma ko bomo odložili mikrofone, se dajte še kaj z nami pogovarjati. V koledar si dajte 15.2., to je naslednji teden v ponedeljek, ne v torek, je pa razlika v tem, da ne bo ob 6, ampak bo ob 7. Regulacija digitalnih komunikacij v Sloveniji oziroma kje se srečata politika in internet, zaradi tega, ker smo imeli zdaj recimo 2 ali pa 3, da ne rečem temu incidente, nevtralnost interneta, problem s teteringom v Sloveniji, smo se odločili, da se bomo malo pogovarjali tudi o tem, kdo vse skrbi za to, da se pač internet oziroma da se digitalne komunikacije regulirajo, koliko je tle samoregulacije, koliko je tle pač državne regulacije, kdo vse tukaj na tem področju deluje in kdo bi mogoče še mogel. Z nami bosta dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije in Aleš Špetič, glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije. Tole so bili drugi 4 biti. Hvala gostjem, vsaki posebej in vsem skupaj, da ste se udeležili tega oziroma da ste bili z nami. Hvala še enkrat vam in se vidimo naslednji teden v ponedeljek.